Najverjetnejši mandatar Zoran Janković nadaljuje pogovore o morebitnem sodelovanju v novi vladi z vodjami strank. Janković se je v zadnjih 48 urah sestal s predsednikom socialnih demokratov Borutom Pahorjem in predsednikom Desusa Karlom Erjavcem. Danes se je v mestni hiši sestal tudi z Gregorjem Virantom. V politično dogajanje pa se je vpletel še nekdanji predsednik Milan Kučan. Po njegovem mnenju, ki so ga objavili v časniku Večer, socialni demokrati ne morejo odbiti sodelovanja v koaliciji in si tako umiti rok nad položajem v nastalih razmerah v državi. Tovarna Radeče Papir kljub napovedim danes vendarle ni ustavila proizvodnje. Banke sicer še vedno niso realizirale posojila, lastnik tovarne pa naj bi se v četrtek sestal z njihovimi predstavniki. Kakšna bo usoda podjetja, ki nujno potrebuje obratna sredstva, naj bi bilo tako znano po tem sestanku. Že od jutra se v Mariboru sestaja nadzorni svet nove KBM. Nadzorniki naj bi obravnavali tekoče poslovanje banke, verjetno pa bodo govorili tudi o domnevno spornih poslih banke oziroma predsednika njene uprave Matjaža Kovačiča s propadlim mariborskim gradbincem Konstruktorjem. Kot so pretekli teden pisali nekateri mediji, bo prvi mož nove KBM nadzornemu svetu moral pojasniti podrobnosti o poslih s svojim nekdanjim stanovanjem, ki ga je leta 2009 za 300 000 evrov prodal podjetju Prava pot, to pa je za nakup najelo nepovratno posojilo pri Konstruktorju, ki je danes v stečaju. Poslanci Državnega zbora se bodo jutri sestali na izredni seji, na kateri naj bi potrdili izvolitev poslanke iz Slovenije v Evropski parlament. S 1. decembrom je namreč Slovenija dobila še en sedež v Evropskem parlamentu, ki ga bo glede na izid glasovanja na volitvah junija 2009 zasedla Zofija Mazej Kukovič. Na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča sta sedla zdravstvena tehnika, ki ima tožilstvo očita odgovornost za smrt 50-letnega Bojana Kajtne, ki je junija 2007 umrl pred celjsko bolnišnico zaradi srčnega zastoja. Kajtne je prišel na urgentni oddelek zaradi bolečin v prsih in težav z dihanjem, vendar mu tam niso nudili zdravniške pomoči. Poslali so ga po napotnico v zdravstveni dom Celje, Kajtna pa je trenutek zatem umrl pred bolnišnico. Jutri bo pretežno jasno, ponoči bo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji zapihal okrepljen severozahodni veter. Veter bo čez dan oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, najvišje dnevne pa do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. V petek bo na vzhodu še po večini sončno, drugod bo več oblačnosti. V hribovitem svetu bo lahko rahlo deževalo ali rosilo, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Krajani Ruš si želijo cenejše avtobusne vozovnice. Novinarji so izbrali najboljše podjetnike občine Slovenska Bistrica. Dr. Gregor Pivec je napisal obsežno monografijo o medicini v 20. stoletju. Bodite z nami ob 18.